Ne vem, kaj naj delam. Že spet sem v zagati. Pač ni mi uspelo te knjige prebrati. Saj vem, si pisatelj in dolgo si pisal. A šlo bi mi lažje, če kaj bi narisal. Zadeva je resna. Ti moraš globino. Jaz rabim pa v šoli le kratko vsebino. Ne bodi zdaj jafna, prišepni mi zgodbo. Pa kaj te to stane? Ma rabiš pogodbo? Ne beri teh pesmic, če nimaš res volje. Le raje kar oprazno, morda ti bo bolje. Ne bodi, kar nisi, ne rabiš te slave. Brez želje se pesmi ne uči iz glave. Ni vredno ti truda, če kdo te priganja. Pozdravljam te pesnik, ki ljubi in sanja. Pozdravljeni, dragi mladi bralci, mentorice, knjižničarka, gospod ravnatelj, predvsem pa prisrčno pozdravljen gost, gospod Feri Lajnšček. Let je minilo, odkar so na Prevaljah na Koroškem podelili prvo bralno značko, značko Prežihovega Boranca. Pobudnika zanjo sta bila profesor slovenskega jezika Stanko Kotnik in pisatelj ter ravnatelj šole Leopold Suhodolčan. To obdobje vztrajnega, požrtvovalnega in plemenitega dela je obrodilo bogate sadove. Že naslednje leto se je Prežihovi znački pridružila Bevkova, nato pa so sledile iz leta v leto nove. Cankarjeva, Jurčičeva, Levstikova, Prešernova, Finžgarjeva, Ingoličeva, Gregorčičeva in tako dalje. Ter leta 1967, torej pred 51 leti, naša Kajuhova bralna značka, za katero je tekmoval tudi naš gost. Pravijo, da je knjiga ogledalo duše.
Ko bereš knjigo, v njej ozreš samega sebe. Nobena stvar na tem svetu nam pri iskanju izgubljenega časa ne pomaga bolj kot čas, ki si ga sami vzamemo za branje knjige. Knjiga je kot skriti zaklad. Odpira nam sanjske svetove, odstira tančice skrivnosti, predstavlja nepoznane kraje in običaje, pripoveduje zgodbe zanimivih ljudi, prenaša znanje, spodbuja domišljijo in vodi k novim spoznanjem. Tudi v tem šolskem letu nas je pride bralce očaral svet zgodb, poezije in pravljic. Brali smo, kaj nas je zanimalo, brskali po knjižnih policah, da smo našli svojo knjigo, ali pa je ona našla nas. In danes je našel pot do nas, v Velenje, tudi naš gost, pisatelj, pesnik, dramatik, scenarist, tekstopisec, Feri Lajnšček. Feri Lajnšček živi in ustvarja v Murski Soboti. Je eden izmed najbolj branih slovenskih pisateljev in pesnikov. Za svoja dela pa je prejel tudi številne nagrade. Nepozabni ostajajo njegovi romani, ki jo je megla prinesla. Ločijo gumpeno od valov. Namesto koga roža cveti? Moriša, Razar in drugi. Po njegovih literarnih delih so bili posneti tudi celovečerni igrani filmi. Med njimi je najbolj znan Petelinji zajtrk. S svojimi pesniškimi zbirkami Ne bodi kot drugi, Sanje so večne, Demon ljubezni se dotika poetičnosti in ljubezni sveta odraslih. Mladi ga najbolj poznamo po njegovih otroških pesmih, Cicibanija, pesmi o Mišku in Bela Miški, po njegovi otroški zgodbi Cufek Modrijan in Cufek v živalskem vrtu, po zbirki pravljic Mislice, po mladinskih romanih Ajša Najša, Deček na dedovem kolesu, Velocirkus Argo, po gledaliških igrah Ko želi Tilčka postati Tilka in Ko želi Tilček postati Tilen in še mnoge druge. Poleg knjige je bogatstvo duše tudi glasba. Kot avtor besedil sodeluje Feri Lajnšček s številnimi slovenskimi pevci in skupinami. Ditka je ena izmed izvajalk njegovih pesmi, s katerimi se vedno znova in znova dotakne naših src. Preden pa povabimo našega gosta na oder, bi vas radi popeljali v svet njegovega pesništva, ki smo ga povezali v šopek deklamacije, plesa in petja. Naj vam z njim pričaramo nepozabne trenutke in spomine na današnjo bralno značko z gostom Ferijem Lajnščkom. Nastopajoči učenci, oder je vaš. Ой, Мишки, Маски, силы, Мишки.
vesolje, odkuda se za njem kot zvezda svetlika. Mika me, Mika, pa Pika. Pika, kako neskončno zvelika. Pika je lahko na koncu stavka, za njo se piše z veliko, če ne, je to že uganka. Pika je lahko deklica s kitami, če jo povleče za lase, Piko boli. Pika lahko psička iz naše vasi, zmeraj, ko kdo gre, se Pika oglasi. Pika je lahko tudi taka Pika, ki je ni, ampak take Pike ni v pesmici. ledene rože na oknih zaliva. Je to sosed Matej, ki je nočni čuvaj in zjutraj prihaja. Je to soseda Meta, ki dela v tovarni in zgodaj vstaja. Povedal ji bom in tudi vam, če vas morebiti zanima. Na pravih striček mraz zaliva jih teta zima. Ferdinanda je bila včeraj v trgovini. Pazite, da učiteljica ne sliši. In povedala vam bom, kaj je hotela dobiti. Ferdinanda je včeraj na skrivaj vprašala najbolj prijazno trgovko, ali se da vsaj še 3 dni počitnic kupiti. Saj sonce se zopet globoko priklanja, konec je mraza in zimskega spanja. Iz sodov nebeških pomlad se razliva, živ je že travnik in plodna bo njiva. Lepe so barve, ki juri, še lepši so glasi, ki vetrci trosi. Veter ziva mačice, mačice na veji,
kmalu bo pomlad prišla, dol po sončni preji. Slišali smo tudi že zvončke, ki je zvoniti. Sneg se je spremenil v dež, zima mora iti. Dete plašča nima več, saj je že topleje, drva nismo dali v peč, sončece nas greje. O poletni nevihti, rada bi bila včasih brez dožnega plašča in brez dežnika. Po poletni nevihti, rada šla bi z nekom, ki stopa po lužah in se kot kužek potika. Mavrica ni zaradi sonca, pa tudi ne zaradi dežja. Mavrica je stezica, po kateri se v srce pripelja žarek upanja. Nova pravila. Zvečer se umije brez vode in mila. Zjutraj budilka ne bo več zvonila. Opoldne bom puding namesto kosila. Če tudi razglasila, sem nova pravila. Rada bi, da mama se ne bi jezila. Nihče ne ve,
nihče noče povedati, le Ciciban se med prste smeji. Kdo bi verjel, da se ta daljna, ta velikanska, ta čudež dežela skriva v moji glavici? Ali naj nosi luna, ki je vajena vsega, ali pa je drobna zvezda, ki jo gledava oba, ali naj vodi ptica, ki se jutra veseli, ali naj užene veter, ki bo potnike hladil, ali naj vabi sonce, ki oblake pozlati, ali tihi let metulja, ki se cveta veseli, ali naj jo nosi reka, ki se izliva v ocean, ali taka je usoda, ali pa je Peter Pan. Morda pa sva prispela tja na drugi breg želja, kjer je vse, kot sva hotela in nikdar se ne konča.
sreča ni nekaj, kar pride naproti. Napravi to zopet, ne hodi po poti. Sreča ni nekaj, kar pride naproti. Sposodim si stari ciklin, nikogar z njim ne dohitim, nikogar z njim ne prehitim, le veter si v lase lovim. Sposodim si v mendežnik, za senco je, ko sonca ni, za streho je, ko dežja ni, pokriva me in se vrti. Sposodim si še tebe kdaj, ne vprašaš me, kako in kaj, ne vprašaš me, odkot in kam, ne briga te, če pot poznam. Sposodim si poletnega, ves sončen in nasmejan, ves kuštrave in razigran, in ti mu praviš dober dan. Sposodim si poletno noč, ko zvezde zrajo v nekoč, ko luna že odhaja proč, le ti mi šepneš, lahko noč. Sposodim si še tebe svet, ne vprašam te, kako čez svet, ne vprašam te, odkot in kam, a vendar te nazaj ne dam. Zdaj mi podobe iz moje mladosti in sanje iz časov upam. Moje srce je tam polno radosti, kot dete lahko še zaupam. Vidi spet čarna iz tiste bližine po moje plešoče korake. Tukaj naj igre nikoli ne mine, naj drugi samo je oblak. Živo je vse, kar lahko si zdaj dala, prav nič ni greho iz spomina. Reči, da šel bi spet vame čez mejo, ki zbliže in noči svetove. Drzno bi hodil, kjer drugi ne smejo, brežali darov za vodove. Minule se leta pobližajo, da se letimo, ljubimni je večer. Še misli naj na te odnaša te čase, ko bil si zaljubljen in srečen. Noro verjemi, da res se poznava in da sta te zgodbi edina. Živo je vse, kar lahko si zdaj dava, prav nič ni lepo iz spomina. Reči, da šel bi spet vame čez mejo, ki zbliže in noči svetove. Drzno bi hodil, kjer drugi ne smejo, brežali darov za bogove. Minule se leta pogrizajo, pa se radimo, ljubezni je večer. Še misli naj na te odnaša te čase, ko bil si zaljubljen in srečen. Pridi začarani iz tiste bližine po moje plešoče korake. Tam, kaj ne vigrad nikoli ne mine, naj drugi zamujajo vlake.
leta pogrezali vase, delimo ljubezni je večja. Dobrodošli med nami, gospod Feri Lajnšček. Veseli smo, ker ste gost na naši podelitvi brane značke. Pravijo, da knjige nosijo del pisatelja in njegovega duha, čas, v katerem je živel ali še živi, kraje, po katerih je hodil ali hodi, in ljudi, s katerimi se je srečeval ali se še srečuje. Kako se je pravzaprav začel vaš prvi dotik s poslušanjem zgodb, pesmi? Pripovedujte nam o nepozabnih spominih vašega otroštva, o vsem tistem, kar bi sporočili nam, mladim. Hvala za vprašanje. Odgovor bo malo daljši, so rekli, da je malo več časa, kot prej. Glede, vsi, ki se ukvarjajo s človekovo dušo, duševnostjo, duhovnostjo, vsi se nekako strinjajo, da se nam tam do 6. leta starosti zgodi vse tisto, kar potem celo življenje barva naš pogled na svet. Takrat v tej otroštvu dobimo taka nevidna očala, skozi katera potem gledamo ta svet in zaradi tega pogleda se razlikujemo. Nekateri smo optimisti, nekateri smo pesimisti. Če recimo vidimo kozarec, v katerem je do polovice natočena voda, bodo eni rekli, da je polprazen, eni bodo pa rekli, da je polpoln. Čeprav gre za isto količino. No in jaz sem imel eno posebno otroštvo, tako, ki si ga vi pravzaprav težko zamišljate. Rojen sem v Prekmurju, tam čisto na koncu naše domovine, v madžarski meji, v najmanjši vasi v Prekmurju. In rojen sem v tej vasi v najmanjši hiši. Naša hiša je bila narejena iz zemlje, iz blata, čisto zares. Pokrita je bila slamo in imela je pravzaprav samo 3 prostore. Eden tam, ki je bila peč, ki je bila kuhinja, kjer smo pač bivali po zimi, potem eden, kjer smo spali, in druga je bila neka klet. No in ta hiša ni imela elektrike, ni bila napeljana elektrika. Elektrika v našo vas je prišla elektrika točno tisto leto, ko sem se jaz rodil na transformatorski postaji. Če gledate zdaj to vas, Dolenci, ta transformator še stoji, je ploščica, kjer piše 1959. To je letnica mojega rojstva in letnica prihoda elektrike v našo vas. Ampak k nam je pa niso napeljali, verjetno zato, ker nismo imeli denarja, da bi jo plačali, ali pa mogoče zato, ker je bila streha slavna, to ne vem. V glavnem, jaz sem živel do 5. razreda brez vsega, kar se priključi na elektriko. Ni bilo hladilnika, pomivalnega stroja, pralnega stroja, onega za lase, kapiha, ne vem, kako se reče, na elektrice vejo, ne? Vem, ne? Ni bilo tudi telefona, ni bilo televizijskega sprejemnika, ni bila radija. Skratka, ni bilo nečesar, ker zdaj vi vsi imate in si ne morete zamišljati življenje brez tega. No, jaz sem živel brez tega in si morate misliti, sem dobil tista nevidna očala, ena taka rožnata, mavrična, skozi katera vidim, da je ta svet lep in ga imam rad. Se pravi, da je to moje otroštvo bilo verjetno zelo srečno. Zdaj, zakaj je bilo tako zelo srečno, se zmeraj znova vprašujem tudi v svojih delih, ampak zagotovo je del resnice tudi v tem, da sta me imela mama in oče zelo rada, predvsem pa, da sta zelo rada pripovedovala. Bila sta dobra pripovedovalca, tako da je moje otroštvo pravzaprav polno pravljic, zgodb, dogodivščin, pripovedovanja. Imam občutek, da smo res
cel dan govorili, da smo tudi po noči govorili. In če bi tako rekel, iz tistega prvega obdobja sem verjetno postal pisatelj tudi zaradi tega, ker sem veliko poslušal. Sem potem kasneje lahko postal pripovedovalec. Je pa tudi res, da potem, ko sem šel v šolo, spet v eno, verjetno najmanjšo šolo na svetu, samo 2 učenici sta bili, prvi, drugi razred sta bili v eno učenico, pa tretji, četrti in drugo, pa 2 učiteljici ste bili, pa ena kuharica, hišnika nismo imeli nič drugega. Ne vem tudi to, če se lahko zamišljate. No, ampak vmes med tema 2 učenicama je bila ena soba, v kateri je bila knjižnica. In jaz sem do 3. razreda, oziroma v 3. razredu prebral vse knjige iz te knjižnice. Tako da mi je morala potem učiteljica v 4. razredu že nositi knjige iz matične šole. Ne? Tako da sem pa potem obsedeno bral, tudi tu sem srečal eno deklico, tu jo vidim, ki tako zelo rada bere, kot jaz, so rekla mi učiteljica, da je prebrala že več kot 200 knjig, čeprav hodi v 1. razred. Tako da gledajte, tudi v teh časih se to dogaja. V teh časih so otroci, ki radi berejo. Jaz beraj to rečem. Veste, ker tako, če poslušamo odrasle, pa če gledamo televizijo, pa radio, pa tu vsi rečejo, da otroci več ne berejo, ne? Da so sodobni otroci brez veze, da samo še po telefonih koskajo, pa da jih knjige sploh ne zanimajo, ampak to popolnoma ni res. Jaz potujem zdaj od bralne značke do bralne značke, na vsaki šoli najdem vse eno učiteljico, vse eno knjižničarko, ki znata otroke navdušiti za branje. V vsakem razredu najdem nekaj otrok, ki zelo radi berejo, nekaj otrok, ki berejo zato, ki morajo, pa nekaj takih, ki se mi zdi to brezvezni. Ampak, gledajte, to je bilo zmeraj tako. Ko sem jaz hodil v šolo, je bilo glih tako. Nič se ni dosti spremenilo. Tako da odrasli včasih tudi lažejo. Zdaj, da vi berete, eni bolj, drugi manj, pa če ne berete knjig, pa berete na tablicah, pa če ne berete na tablicah, pa berete na telefonih, vse to je branje. Moje pesmice najdete pravzaprav kjerkoli. No, ampak vendarle je to, da sem jaz tako zelo bral, pa krivo za to, da sem kasneje postal pisatelj. Ker je pa neizprostno res, da če pa ne bereš knjig, ne boš nikoli postal pisatelj, ne boš nikoli tako dobro obvladal jezika, da bi lahko bil pisatelj. Veste, ker pisatelj biti je nekaj zelo posebnega. Pisatelj biti na eni strani je to tako, da se rodiš, da, ne vem, tisti, ki hodite v cerkev, me boste razumeli, da Sveti Peter odpre malo okno, pa pokaže s prstom tako kot pisatelj. Tako postaneš pisatelj, ampak zagotovo ne pokaže na tistega, ki nima rad knjig, ki ni veliko bral. Tako da spet smo pri isti zgodbi. Jaz dejansko imam vse otroke enako rad, zmeraj imam rad to radovednost v otroških očeh, ne glede na to, ali berejo knjige ali ne berejo, ampak tiste, ki berejo, imam pa vse malo rajše in to deklico imam zelo rad. Kaj naj vam še povem? Običajno me vprašajo, kdaj sem napisal prvo pesem. Pa moram reči, da sem prvo pesem napisal, ko sem hodil v 1. razred osnovne šole. Ste malo šolo. Zgodba je pa taka, da sta v 2. razred hodili, se pravi isto učilnico, hodili 2 deklici, ki ste si bili podobni kot jajce jajcu, da nismo ločili, ste bili enojajčni dvojčki, ne? Ampak, meni se je zdela ena lepša. In v tisto sem se zaljubil, zelo, ampak jih tega nisem upal povedati, ker takrat še dečki niso upali deklicam povedati, da se jim všeč, ne? Ne vem, so še metali samo kamne za njimi, ali so jih pa spotikali, ali so pa tako na en čuden način so takrat se dečki to izražali, ne? Ampak jaz sem pa nekako čutil, da ji moram to povedati in sem mami ukradil eno razglednico. Takrat so ljudje še pisali razglednice, imeli smo kar nekaj razglednic doma
iz eno ogrado in sem na to razglednico lepo potegnil z ravnilom 2 črti in sem s tiskanimi črkami, ker se nismo še učili pisanje, to je bilo na začetku mojega prvega razreda, napisal na zgornjo črto lepo, zelo si lepa, na drugo pa imam te rad. In ker nisem vedel, da moraš iti na pošto, da ti znam naslov napisati, sem ga pojma, sem potem mi to spustil v torbo. In ker ste bili dvojčice, ste očitno si menjali torbi, ali sem pa jaz X-ov in ono drugo dobila. To moje vezensko pismo, pa je seveda potem povedala mami, tako je sestra odcinkala. In potem je mama povedala moji mami in moja mama je bila neskončno zgrožena. Sem jaz še v prvem razredu zaljubljen. Deklici tudi ni bilo všeč, da sem zaljubljen v njo. Vsi so me zafrkavali, tako da je bilo prav neprijetno, ne biti nesrečno zaljubljen, pa še te zafrkavajo. No, ampak jaz sem sveto prepričan, zelo sem prepričan, da je to, kar sem napisal na tisto razglednico, moja prva pesem. Sem takrat prvič izrazil svoja čustva na tak način, da ni učiteljica rekla, zdaj bomo nekaj pisali. Ampak sem jaz to, kar sem čutil, hotel povedati. In pravzaprav celo življenje, če se malo vprašamo, če na ta način razmišljate, kaj je pravzaprav pisanje, ustvarjanje, poezije, ustvarjanje. Pravzaprav je to, da želiš nekaj povedati in to potem znaš povedati na tak način, da tudi druge zanima. In potem postaneš pisatelj, ne? Če druge ne zanima, ker zapišeš, potem to ostane v predalu. Če pa druge zanima, pa si pisatelj in potem to je tudi objavljeno lepo, ne? V knjigi, v kakej reviji. Recimo moja prva objavljena pesem se je pa zgodila v mojem 6. razredu. Bila je objavljena v zdajšnjem Pilu, se pravi, takrat se je pa imenoval Pionirski list. Verjetno pa sklepate, da sem napisal spet zato, ker sem se zaljubil, ne? To verjetno sklepate. V 6. razredu sem se potem spet upal zaljubiti po tisti izkušnji iz 1. razreda. Zaljubil sem se v deklico iz 5. razreda in ne boste verjeli, tudi ona se je zaljubila vame. Da je to srečna ljubezen. Držala sva se seveda za roke, med odmorom sva se tihotapila za vogal šole zadaj. Učiteljem je šlo to strašansko na živce, takrat še ni bilo dovoljeno v šoli, da si zaljubil. Ravnatelj ni bil tako prijazen, kot je vaš, je tako me najprej poklical k sebi in mi je držal pridiku, da sem na šoli ne smela biti rada, tako da bi drugi videli in tudi sicer. Ampak mi dva sva naprej se držali za roke, pa sva se spet šla za vogal, ne? Šole in potem je to tako daleč pripeljalo vse skupaj, da je ravnatelj hotel, da mene prešolajo na drugo šolo, da bi naj ločili. Učiteljice so bili tiho, ko so se bale ravnatelje, takrat so se učiteljice še bale ravnatelje, drugače. No, ampak potem si morate misliti, moj oče, ki je bil preprost človek, šel na šolo k temu ravnatelju in je rekel, poslušajte, pa kaj se vi greste na te šole, pa se nič ne delate slabega, samo rada se imata, ne? Tako da me je oče pogranil pred temi šolskimi pravili, kot se temu reče. Od takrat naprej, jaz sem napisal, posvetil sem tej moji ljubezni knjigo Ajša Najša, ki je bila tu omenjena. Ajša Najša, roman moj za više razrede govori ravno o takvi ljubezni. In je posvečena tej moji ljubezni. Zdaj tistimi iz 6. razreda pa zmeraj rečem, da se v 6. splača zaljubiti, ker s to deklico sva vztrajala, sva se kasneje našla, se poročila in sva še danes poročeni.
Sem zelo vesel, da ploskate te ljubezni, ker se mi zdi, da je zelo pomembno v našem času ravno ljubezni ploskati. Da je ljubezen najpomembnejša v tem času, v katerem živimo, in da je tisti, ki si upa govoriti o ljubezni, tisti, ki dela iz ljubezni, tisti, ki se ne sramuje ljubezni, tisti, ki širi ljubezen okoli sebe, pravzaprav najbolj angažiran človek. Da je to angažma tega časa, če razumete to besedo. Če hočemo kaj dobro zase, za okolje, za ta svet, v katerem živimo, je potrebno širiti ljubezen dobesedno. Ne tako z ironijo ali pa tako malo, češ se to pa ne, pa da je sram, pa ne vem. Če si upaš povedati, da je ljubezen pomembna in da je pomembno širiti ljubezen, si po moje, faca, si frajer, si tak, ki ga jaz imam spet rad. Zelo preprosto bi vam rad povedal, zakaj je ljubezen nasploh pomembna. Mislim, da me boste razumeli, da boste vse tisti tam v višjih razredih res dobro razumeli. Glede, ta naš svet, na katerem živimo, je stoletja in tisočletja na eni taki tehnici. Na eni strani je zlo, je vse to, kar je podobno, kar lahko pod zlo spakiramo in tega je veliko, na drugi strani je pa dobro. In ta tehnica nenehno niha. Zmeraj se zdi, da bo zlo zmagalo, da bodo podobni zmagali, da bodo vojne uničile svet, da bodo katastrofe uničile svet. Ampak zgodovina nas uči, da potem ta tehnica spet izravna, da dobro se spet vrne. Gledajte, prejta ste se učili v šoli, Prva svetovna vojna. Koliko mrtvih, ve kdo, koliko je bilo mrtvih v Prvi svetovni vojni? No, vidiš. V Drugi svetovni vojni, koliko je bilo mrtvih? 50 milijonov, ne? Neznansko število. Ampak gledajte, svet se je spet umiril, svet se je spet postavil nazaj. To je, zdaj je tisto bistveno, zakaj dobro deluje, zakaj ta tehnica zmeraj deluje. Samo zato, ker je na strani dobrega ena metafizična utež, ena nevidna utež, ki pomaga, da dobro spet to potisne v ravnovesje, in ta utež je ljubezen. Nič drugega ni na svetu, kot ljubezen pomaga na strani dobrega. In ljubezni se učimo na različne načine. Učimo se iz te vsakdanje naše, seveda tako, da upamo reči deklici, da nam je všeč, pa da deklici reče ja ali pa obratno, čisto obratno je čisto nepovedno. Ampak učimo se pa tudi iz knjig. Knjige prinašajo do nas sporočila, ki potujejo skozi čase, in to so spet o tem, katere vrednote se pravi. Zato vemo, zato tudi vi veste, kaj je dobro, kaj je pravično, veste, kaj je ljubezen, veste, kaj je solidarnost, veste, kaj je empatija. Vsega tega se naučite ravno iz tega izročila. In mogoče bi s tem pravzaprav končal, da ne bi govoril predolgo, ponavadi ne izklopijo, ne nišče izklopil. Zelo sem vesel pravzaprav danes na vaši šoli, prej sem že gledal ta program za mlajše, da redko na kateri šoli pripravijo tako lep program, redko na kateri šoli me tako počestijo z mojimi deli. Tako da sem res hvaležen za ta današnji dan, se ga bom zapomnil in pa seveda čestitam vsem tistim, ki veliko berete, pa tudi vsem tistim, ki malo manj berete. Tistim, ki ne berete, pač svetujem, da tudi tam vendarle poiščete na telefonu kako mojo pesnico. Zagotovo vam ne bo žal. Hvala lepa.
prosimo, da nam pomagate pri podelitvi branja knjig. Vabim tudi gospoda ravnatelja, da se nam pridruži. Ves čas se razvija dopolnilo pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnosti šolske knjižnice. Hkrati pa je kot interesna dejavnost tako svobodnejša, bližja otrokom in mladim in tako uspešnejša pri oblikovanju bralcev za vse življenje. V tem šolskem letu je bralno značko osvojilo 435 bralcev na centralni in podružnični šoli. Vsem iskrene čestitke. Hvala tudi mentoricam in knjižničarki za spodbude in čas, ki so ga namenile našemu razgovoru o knjigah. Učenci 3. razredov na centralni šoli so radi prijateljevali s knjigo. Bralno značko je osvojilo 63 bralcev. Čestitamo. Na oder vabimo predstavnike razredov in razredničarke, da pridejo pod cvet zahvale. Bralno značko je osvojilo 46 bralcev. Čestitamo, na oder vabimo predstavnika razredov in razredničarki. Šestošolci je bralno značko osvojilo 41 bralcev. Čestitamo. Vabim V dveh 7 razredih se je s knjigo družilo 31 bralcev. Čestitamo, vabljena predstavnika razredov. Osmošolci, bralno značko je osvojilo 31 bralcev. Vabimo enega izmed predstavnikov vseh treh let. Vseh 9 let pa je bralno značko osvojilo 14 bralcev devetošolcev. Prejeli bodo tudi priznanje Zlati bralec ter knjižno nagrado na svečani zaključni podelitvi ob koncu meseca maja. Čestitamo! Na
za pomoč pri svečani podelitvi. Za zaključno misel pa prosimo gospoda ravnatelja. Spoštovani bralci in mentorice, dovolite mi, da danes zaključno misel posvetim naši nevenki in sicer z njenim najljubšim pesnikom Tonetom Pavčkom, ki je v eni svoji zbirki zapisal naslednje misli. Brati pomeni početi podvige. Brati je možno marsikaj. Recimo, grozdje in fige in knjige in med brati še kaj. Brati je nasploh enostavno. Črke hrustaš kot zalogaj. Teže pa je, a tudi bolj slavno, brati pravilno in hitro nazaj. A nazaj se daleč ne pride. Pravo branje le dalje in dalje gre, čez črke in pike, čez vrte in hribe, v Koromandjo ali še dlje. Še enkrat, iskrene čestitke in hvala. Srečno, obdruženo s knjigo.